Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lepo pozdravljeni. Sklicali ste novinarsko konferenco prav z namenom na Visokem za Ivana Tavčarja, ker letos mineva 100 let od njegove smrti in letošnje leto je proglašeno za Tavčarjevo leto. Ja, mi smo se že v samem začetku, pred 10 leti, ko smo obnavljali ta objekt, smo se zavedali, da so tukaj nastale tudi najlepše slovenske povesti in pa tudi, da bomo prišli na stoletnico praznovanja, in tudi zaradi tega sem zelo vesel, da lahko vas pozdravimo tukaj v tem objektu na dvorcu na Visokem, ki je res čudovito obnovljen. Zavedamo se pa tudi tega, da je nam Tavčar veliko zapustil in tle vemo, da je vsa ta njegova dela so, že tudi bila predelana. Čudoviti je Cvetje v jeseni film, potem imamo muzikal Cvetje v jeseni. Kar je pa najpomembnejše pa to, da je domače društvo, kulturno društvo Ivana Tavčarja v našem polanskem jeziku uprizarja čudovita dela, kot so Ravbarski cesar, Cvetje v jeseni in pa Visoška kronika. Tu pomeni, da je Ivan Tavčar dejansko pisal za nas, ki smo prišli za njim, in pa da se ta dela njegova da na čudovit način tudi prikazati občinstvu. No, in skozi celo leto se bodo zvrstili številni dogodki. Meseca novembra bo potekal simpozij in osrednja prireditev bo 28. maja v Gorenji vasi. Ja, takrat bomo tudi hkrati praznovali 100-letnico Sokolskega doma. To je Sokolski dom, ki se je pred 100 leti ob odprtju na binkoštna nedelja prav tako imenoval po dr. Ivanu Tavčarju. Vemo, da je bil tudi zaprisežen sokol in sem tudi prepričan, da je imel veliko pri tem objektu in je tudi prav, da se ga v tem objektu tudi spomnimo. In pa se mi zdi, da je zelo pomembno tudi to, glede na to, da je bil tudi prvi predsednik Slovenskega kolesarskega društva, da bo ob maratonu Franja nasproti dvorca Visoko na glavni cesti, kjer je trasa, tudi etapni cilj. No, že takrat, ko je Ivan Tavčar živel, je nekje soočil kulturo in umetnost. Tavčar je bil en zelo širok človek in zelo ambiciozen. In iz te perspektive se nam Tavčarjevo leto in praznovanje zdita še posebej pomembna. Poleg tega, da je bil Tavčar literat in da je ustvaril pomembna dela, ki so se zapisala v našo zavest, kot je Visoška kronika in kot je Cvetje v jeseni, je skozi to tudi podiral določene tabuje, bil je zelo napreden človek, premikal je stvari naprej v družbi. In poleg tega, da je bil literat, je počel še veliko drugih različnih stvari. Bil je politik, bil je ustanovitelj mestne hranilnice v Ljubljani, bil je ustanovitelj, pobudnik in aktiven član mnogih društev z področja prava in z področja športa. In prav zaradi tega se nam Tavčarjevo leto zdi še posebej lepa priložnost, da ga poleg tega, da ga praznujemo kot leto kulture, da se v praznovanju povežejo tudi drugi resorji, šolstvo, znanost, šport in seveda turizem.